Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Pod prečko. Tokrat gremo v Rogaško Slatino, kjer nas bo gostil Oliver Kregar. Jih spremljam tako kot vsako ekipo, ampak ko igram proti njim, ni neke sentimentalnosti. Z izzivom Pod prečko se bo pomeril krilni napadalec Maribora, Max Barišić. V rubriki Pogovor z legendo pa nas čaka obisk Nogometne zveze Slovenije, kjer vlogo direktorja reprezentanc opravlja Miran Pavlin. Da se stadion v Ljubljani proda v 4 minutah vstopnice, potem je jasno, da je številka 1. NK Rogaška, klub, ki je v spomladanskem delu v izjemni formi. Od zadnjega mesta jih je oddaljila fantastična serija brez poraza in jih postavila v položaj, ko sami odločajo o svoji usodi. Ligaški formi je sledila tudi pokalna, glede skrivnosti, ki prinaša uspeh, pa smo povprašali Oliverja Kregarja, ki je v tej sezoni eden izmed nosilcev igre v črno-belem dresu. Ja, jeseni smo se še malo iskali kot ekipa. Ko pride klub iz druge slovenske lige, je nekako drugače. V prvi se boriš, se iščeš, potem drugi del smo našli sebe in zdaj gre odlično. Jeseni so se nekateri igralci še spoznavali s prvo ligo Telemach, kar se je zagotovo poznalo. Oliver je sicer med slovensko elito odigral že več kot 2000 minut in s svojimi izkušnjami med premorom še kako pomagal ekipi v iskanju dobre forme. Pa mislim, da so te zimske priprave zelo važne, kako jih oddelaš, kako se pripraviš na drug del sezone, tudi z glavo, psihično. In če imaš jasen cilj, ni problema. Mislim, da smo že na pripravljalnih tekmah videli, da lahko igramo z vsakim, da smo konkurenčni in to smo sam prenesli na prvenstvo in je šlo odlično. Zaradi izjemnih rezultatov ne preseneča, da je vzdušje v slačilnici odlično. Vse to skrbi za samozavest ekipe, kar vpliva na igro. V veliko pomoč pa so tudi navijači, ki spomladi še glasneje podpirajo svoje ljubljence. Mislim, da tukaj mesto živi tudi za nogomet. Veliko domačinov hodi na vsako domačo tekmo, tudi na gostovanje jih veliko pride. In tako da tudi oni nam veliko pomagajo pri teh uspehih. Boj za obstanek je sicer izkusil že v sezoni 2021-2022, ko je igral za Radomlje. Mlinarji med slovensko elito ne igrajo na svojem stadionu, Rogaška pač. Se je zato lažje boriti za pomembne točke. To pa sigurno, ja. To pa v Radomljah nima niti domačega stadiona, tukaj so uredili. Mislim, da je bila to prava poteza, da se lahko igra v domačem kraju in tako lahko pride tudi več navijačev. Kregar je sicer produkt Olimpije, v dresu katere je že v sezoni 2018-2019 dočakal svoj ognjeni krst v prvi ligi Telemach. Ali še čuti navezanost na svoj otroški klub, proti kateremu je sicer prav v dresu Radomelj dosegel svoj prvi gol v slovenski ligi. Tam sem dobil prve članske minute, jih spremljam tako kot vsako ekipo, ampak ko igram proti njim, ni neke sentimentalnosti. 23-letnik ima za sabo zanimivo pot, v tej sezoni pa je postal konstantnejši in zagotovo razmišlja tudi o tujini. Bomo videli postopoma, zdaj se moramo dokazati do konca to sezono, potem bomo pa videli, kako gre pot naprej. Pragmatičnemu odgovoru je sledilo vprašanje, ki vsaj nekoliko odpira domišljijo. Kje bi Oliver najraje igral, če bi lahko sam izbral svoj naslednji klub ali pa vsaj ligo? Navijam drugače za Manchester City. Premier liga mi je najbolj všeč, ko je najbolj taka borbena in tako. Mislim, da se igra najboljši nogomet. Tako da v Manchester City. Ja, težka, ampak upajmo, da. Oliver, hvala za klepet in srečno v boju za čim boljšo uvrstitev z Rogaško v tej sezoni prve lige Telemach.
V nadaljevanju Max Barišić se bo spopadel z izzivom Prečko, Miran Pavlin pa nas bo popeljal čez svojo legendarno kariero. Max, zdravo. Ja, Nov stadion, nov grb, nov dom. ja. Si se privadil? Pa sem, iskreno, nisi bilo težko navaditi. Mi smo malo zaspani, včeraj Portugalska, tako da praktično direktno spremljal tekmo. Ja, sem, ja. Fenomenalno tekmo v Sloveniji, res so odlično stali na igrišču, bili zelo navadni proti napadih. Res vsak čas sem. Zdaj pa greva mi dva v tem duhu na tale izziv. Koliko ga poznaš, lani smo ciljali gol z roba 16-metrskega prostora, letos pa ciljamo sredino igrišča. Kar zanimivo, sploh glede na to, da se sredina dobro ne vidi. Ja, to je res. Prvem bomo videli, kako sem testiral temu. Nisem še probal, tako da... Ni Željko Sem dal hotel- nobenega namiga, kaj se Ne, nisem nič, sem hotel iz nule, da vidim tako, kako bom dobil občutek. Luka Topalović izredno praktično parkiral žogo na sredino, tako da Ja, to izziv sem je- slišal, da je izziv praktično nemogoče premagati, ampak bomo Ampak videli. če si krompir jedel, zjutraj mogoče. Ja, mogoče bo. No, potem pa torej 5 žog, katera najbližja, jo izmerimo in da vidimo. Okay. Evo, Max, so srečen. Hvala. Tam je, vidim. Jaka izgleda dobro. Zelo pragmatično do konca. Mogoče pa je še bliže, daš neče za danes. Ja, se to, ja. Ti si predstavljaj, da gre pogrev napad. To pa je prednost domačega terena. Ne? Veš, kje malo visi. To je okej. Ni tako enostavno, kot izgleda. Ne, jaz sem mislil, da bo lažje, iskreno. Če bi bil igralec na sredini, je lažje, verjetno, ne, če se nekdo postavi. Ja, to je res, to je res. Ni za prvo mesto, ni za zadnjo. Zlata sredina. Zadovoljen? Ja, sem zadovoljen. Dobro. Kako dolgo bi morali biti tukaj, da bi Topalovića prehitel? Ma ne dolgo. Do tekme jaz z Radomljami Jaz mislim, da ne dolgo. Ne dolgo? Pred Radomljami, sigurno. Pred Ja. Super, Max, hvala. Hvala tebi. Srečno nadaljevanje sezone Enako, in se vidimo. enako. Čau. Luka Topalović ostaja nedotakljiv, na lestvico pa smo dodali člana Maribora Maxa Barišića, ki se je pogumno spopadel z našim izzivom. Tokrat smo na Nogometni zvezi Slovenije obiskali enega izmed pomembnejših igralcev v zgodovini slovenskega nogometa. V prvi ligi Telemach je osvojil 3 naslove, se dokazoval pri velikih tujih klubih, poskrbel za vstajenje Nove Olimpije in dosegel gol, ki je Sloveniji prinesel prvo veliko tekmovanje. Smo navrgli dovolj namigov? V rubriki Pogovor z legendo je naš gost Miran Pavlin. Kot vselej se vračamo povsem na začetek zgodbe. Kje in kdaj se je rodila ljubezen do nogometa in kdo je bil glavni razlog za to? Rodila se je, sem bil star 6 let, 7 let, ker sem imel mam starejšega brata in je v Britofu pri Kranju on igral nogomet in normalno, jaz kot mlajši brat sem ga hotel posnemati in sem začel tudi jaz zahajati na športno igrišče in tako se je ta ljubezen rodila. Kar se spomnim, čeprav jaz sem to vedno zelo resno jemal, ampak bilo je bolj manj resno, ampak sem vsem
imel že takoj v mlajših letih oziroma v začetkih dobre trenere, ki so me znali navdušiti za to igro. Izkušnje z ulice so nekaj, kar vselej izpostavljajo naši sogovorniki. Kako se Miran spominja otroštva, čigavi posteri so krasili njegove stene. Seveda smo, kako smo igrali nogomet, smo imeli vsi neke idole. Brez ulice takrat ni šlo, v določenih primerih bi bilo fajn, da bi tudi danes ne bi šlo, ampak svet se spreminja. Idol je bil pa vedno takrat Diego Maradona in je ostal še do danes. Še vedno mislim, da je on največji nogometaš vseh časov. Po razpadu nekdanje skupne države je Slovenija dobila svojo ligo, v kateri je Miran Pavlin hitro postal pomemben igralec. Kakšni so spomini na začetke prve lige Telemach? Seveda, ker iz Slovenije se je bilo v tistih časih, kot v bivši Jugoslaviji, v naši skupni državi, težko prebiti do reprezentanc. Tako da smo nobeni v bistvu nekje v sebi si verjel, ampak nobeni pa res verjel, da bi kdo od nas živel od nogometa. Iz leta v let je ta slovenska liga napredovala, seveda so pa začetki bili polni entuzijastov po klubih, ki jih mogoče danes manjka. Kot reprezentance je leta 1996 prvič odpravil na tuje in okrepil Dinamo Dresden. V Nemčiji, kjer bo letos potekalo Evropsko prvenstvo, je igral še za Freiburg in Karlsruhe. Kakšno razliko je opazil, ko je prišel v Nemčijo? Kot mlad igralec sem imel srečo, da je takrat na Olimpiji igral ogromen igralcev z bivše Juge, iz bivše prve lige in sem se ogromno naučil, ampak vsem, ko greš v Nemčijo, je to vsem večji profesionalizem, veliki klubi in v Dresdnu in v Freiburgu, tako da predvsem sem jaz vedno bil fokusiran, če bom kdaj lahko igral na najvišjem nivoju, da bi šel v Nemčijo, ker tukaj rojen na Gorenskom, se v bistvu na pol German, v šolah smo imeli nemški jezik, naše satelitske antene so lovile Sat1, to se pravi smo v soboto gledali RAN1, če se spomnite, vse gole pa posnetke Bundeslige, tako da smo bili vsi mal tukaj gor zasvojeni z nemško ligo, kar so še danes, in je Bundesliga bila tista največji izziv in ko sem dobil to možnost, normalno, da sem jo takoj probal izkoristiti in prideti v klub, ki igra največji nivo nemške lige, Bundeslige, in to je bil pol na koncu Freiburg. In v bistvu to je bila ta pot, je bila dosti težka, ampak vseeno mislim, da je dokončna afirmacija igralca, kot mene kot igralca, kot fizično pripravljenega igralca, nam je dala Nemčija. Vmes se je z bliskovitimi koraki vzpenjala tudi slovenska reprezentanca. Miran je zaigral tako na evropskem kot na svetovnem prvenstvu, najprej pa smo ga poprosili, da nam predstavi zgodbo zasneženega olimpijskega stadiona v Kijevu, kjer je dosegel gol, ki je Slovenijo popeljal na Euro. Potem prva tekma v Ljubljani, se spomnite Miletov gol sredine, in ta zadnji gol moj je bil samo posledica vseh odrekanj v življenju, pa tudi odrekanj cele generacije zadnje 2 let v teh kvalifikacijah, ker drugače do tega gola sploh ne bi prišlo. Tako da podoživeti ta gol je pa itak, to je nekaj najlepšega, da ti lahko, da si ti tisti, ki bo priimek zapisan za večno, da si odpeljal prvič na veliko tekmovanje svojo državo. Več v življenju ne gre, ampak jaz vedno pravim, da vsak tak trenutek pride zaradi tega, ker si v življenju prej nekaj naredil dobro. Verjetno smo naredili tudi veliko stvari slabo, ampak naredil si več stvari dobro, da te potem ena stvar tako nagradi, kot je mene, in da imam to srečo. In zato tudi danes vse, karkoli delam, probam delati 100% ali pa 120% in potem rezultati pride. Slovenija je po tem uspehu naenkrat postala nogometna nacija. Kako je doživljal to spremembo? Par let nazaj sem to še vedno poslušal, da v Sloveniji ni nogomet številka 1, pa zdaj moretan dokončno z Evropskim prvenstvom v Nemčiji, tudi Slovenci, tudi tunika mogoče imajo malo manj radi nogomet, razumejo, da je številka 1 nogomet in vedno nogomet, ker da se stadion v Ljubljani proda v 4 minutah vstopnice, potem je jasno, da je številka 1. Vse ostalo pa pač takrat ljudje niti sami v Sloveniji niso verjeli. In ko se je to zgodilo,
je bila taka nenormalna euforija. Ljudem se je zmešalo, tudi tistim, ki niso v bistvu bili nikoli z nogometom povezani. Normalni ljudje, babice na bencinskih črpalkah so nas ogovarjali. Tako da takrat v bistvu je to bila revolucija nogometne Slovenije. Čast je prva beseda, ki jo omeni vsak reprezentant. Kaj je še igranje za Slovenijo predstavljalo Pavlinu? Pa mi smo postali svoja država, že to smo bili veseli, da imamo svojo državo, seveda pa ponos za reprezentanco je bilo vedno igranje za reprezentanco, ampak da pa imaš možnost, da pa to z reprezentanco igraš na evropskem in svetovnem prvenstvu. To je pa sanje vsakega otroka. In tudi mi smo sanjali, seveda smo mislili, mogoče jaz, ko sem bil otrok, da bi to z Jugoslavijo naredil, ker takrat nisi razumel, da bomo kdaj svojo državo. Da se je to vse to tako zgodilo, to so sanje in čast. In seveda zadnja leta, ker 14 let nismo bili na tekmovanju, se je to mogoče malo pred novi generaciji izgubilo in zdaj ta generacija je spet vzpostavila to, da je prijeti za reprezentance igrati neka velika čast in tudi dolžnost, da daš več od sebe, kot si mogoče v danem momentu tudi sposoben. Po reprezentančnih uspehih je sledil prestop Portu. Kako se je Portugalska razlikovala od Nemčije? Nivo življenja je drugačen oziroma delo je drugačno, čeprav Porto je tudi kot klub navajen delati nogomet, ne samo uživati. Ampak vseeno med Nemčijo pa med Portugalsko je pač stil življenja drugačen. Pa kar se tiče, kar je bilo za mene največja sprememba, je bila ta, da s Freiburgom v Bundesligi si pač 2 tekme zmagal, 2 tekme izgubil in si bil na sredini tabele, ni bilo nobenega velikega pritiska. Porto kot pa evropski velikan je pa vsak neodločen izid, velik pritisk, tako da to zmagovalno mentaliteto, ki sem jo dobil v Portu, tudi za nadaljne življenje, sem se v bistvu vse naučil res v Portu in to je dokaz, da je to eden največjih klubov na svetu. Sledilo je igranje na Cipru in povratek domov, kjer se je lotil 2 zanimivih projektov. Najprej je garal ob povratku Olimpije med slovensko elito. Ja, ta projekt Olimpije pač je začel Primož Gliha, tako da po pol leta me je vprašal, če bi prišel pomagati in sem se takrat kot že upokojeni nogometaš z veseljem udeležil in takrat smo vseeno mislili, da to ne bo šlo tako hitro. In potem, ko smo prišli v 3. ligo, pa potem zmagali 3. ligo, prišli v 2. ligo, smo tudi videli mi sami med sabo, da je bilo fajn, da ne treniramo samo 2-krat na teden. In smo začeli trenirati večkrat in potem je to prišlo pač nazaj v 1. ligo in ker Slovenska liga brez Olimpije in Maribora, se pravi, in te vsi cele Mure, Celje in Kopra, je v bistvu nesmisel. In tako, da je bilo to nujno pripeljati nazaj, je bilo veliko odrekanj, to je bilo sigurno okrog 60 igralcev, ki je nastopil v začetku za NK Bežgrad, pa potem v 3. ligi za Olimpijo, tako da vsa čast tem fantom, da so se vzeli čas, da so igrali za to. Zato sem zdaj že včasih malo razočaran nad Olimpijo, ker v bistvu te fantje so res srcem igrali, tu denarja ni bilo. In da danes ne vidim v nobeni sferi tega kluba, nobene zahvale za tem fantom, ne vem, nobene slike, ker to je Guinnessova knjiga rekordov bila, ker v 4 letih iz 5. v 1. ligo ni prišel noben klub na svetu. Leta 2009 se je še zadnjič v igralski karieri poslovil od Olimpije in za konec izjemne poti navdušil na Bonifiki, kjer je soigralci poskrbel za največji uspeh kluba, državni naslov. Tudi tam je povezal igralsko funkcijo s funkcionarsko. Zakaj? Jaz sem zelo hiter se odločil, da v življenju trener nočem biti in da me ta funkcija športnega direktorja vleče in zdaj videl sem tudi, da v nogometnem svetu se stvari v upravah, v lastniških stvareh spreminjajo in da bom najlažje sebe pozicioniral kot igralec. Miran bo naredil najboljšega športnega direktorja Mirana. In to sem imel že na Olimpiji neko idejo, ampak potem v Kopru, ko smo šli z gospodom Rastoderjem na Olimpiji na Razen,
Me je župan poklical Kopra in sva se zelo hitro zmenila in sem rekel, ajde, bom probal, ker dejstvo je, da realno sem jaz po Apoelu v glavi zaključil nogometno kariero, profesionalno in je bilo v bistvu tukaj več ali manj nek napol profesionalizem, kar se tiče igralca. Tudi po karieri je ostal zapisan nogometu, trenutno opravlja vlogo direktorja reprezentanc, zato nam je lahko za konec pogovora iskreno povedal, v kakšnem stanju je naša liga in naš nogomet. Nogomet je na največjem nivoju verjeten, kar je bil. Seveda pogrešamo recimo Ligo prvakov z Mariborom, ampak reprezentanca je spet na največjih turnirjih. Imamo super igralce, ogromno mladih, z U21 bomo šli skoraj verjetno na Evropsko prvenstvo, ki še nismo bili nikoli. U17 je bilo lansko leto na Evropskem, 19 je bila druga za Španijo, to se pravi, če bi bilo normalno tekmovanje Evropskega prvenstva, bi šli tudi tam na Evropsko prvenstvo, ker zdaj gre samo 7 plus domačin. Kar se klubov tiče, so v finančnem stanju dobrem, seveda bi bilo fajn, da se budžeti še dvignejo, ampak vsem so dolgov ni, zdravi so klubi, zveza tukaj proba s TV pravicami, z določenimi, predvsem z zahvalo UEFA, z določenimi prijemi dodatno financirati klube in tukaj smo iz leta v let tudi skozi več damo uspešni. Tako da nogomet gre svojo pot in nogomet bo verjetno šel še v večje višave, kot je in klubsko in reprezentančno. Miran, hvala za odlično debato in vso srečo v nadaljevanju funkcionarske kariere. Tako, do konca smo pripeljali še eno epizodo magazina Pod prečko. Spremljajte prvo ligo Telemach na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič.